No, mislim, da me večina že pozna, Alenka Kavčič-Čolić, iz NUK-a, predvsem iz oddelka, zdaj sedanjega oddelka za raziskave, razvoj in izobraževanje. Tako da zdaj z novo ravnateljico smo nekako pristopili več, mnogim projektom in eden od teh je tudi ta AIDHCH, ki se mi je zdelo nekako pomembno, da vam ga predstavim, ne samo zaradi svoje interdisciplinarnosti, ampak tudi zato, ker tukaj bibliotekarji imamo pomembno vlogo. Namreč vi veste, da vedno, ko sodelujemo knjižnice na področju kulturne dediščine ali pa digitalne humanistike, vedno imamo neko vlogo ponudnikov vsebin. Tukaj pa dejansko ne samo, da ustvarjamo nek metodološki okvir in organiziramo znanje, ampak tudi aktivno soustvarjamo pri gradnji infrastrukture za hranjenje raziskovalnih podatkov. Tako da mislim, da mogoče upam, da vam bo tudi zanimivo to, kar vam bom predstavila. Namreč, gre naprej, ja. To je kratek pregled vsebine, predvsem nekaj podatkov o projektu, vsebini, strukturi in posebej delovni sklop, ki ga izvajamo, ki ga vodi NUK, in na koncu še nekaj besed o gradnji podatkovnega prostora. AIDHCH je kratica za presežek pri razvoju humanistike in kulturne dediščine z umetno inteligenco. Ne me vprašati, zakaj, mislim, res je nekako, verjetno je nastala na podlagi angleške zveze besed, ne, ampak takrat mene ni bilo tukaj, tako da enostavno operiramo s to kratico. Financer je ARIS, Javna agencija za znanstveno-raziskovalno dejavnost Slovenije. In ta projekt, triletni projekt, sodi v velike projekte, raziskovalne projekte. Nosilec je profesor doktor Gorazd Bajc iz Univerze v Mariboru, Filozofske fakultete. Projekt pa se bo zaključil konec decembra 2027 leta. Vrednost projekta je dobrih 1,5 milijona evrov. Zdaj, kot vidite tukaj, omenila sem interdisciplinarnost, ne. Vidite, da sodelujoče organizacije prihajajo iz različnih področij. Imamo 3 univerze, Univerza v Mariboru, tu je Fakulteta za strojništvo, Pravna fakulteta, Filozofska fakulteta, Univerzitetna knjižnica v Mariboru, potem Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Iz Ljubljane sodeluje Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, potem je zraven kot partner tudi Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Narodna univerzitetna knjižnica. Zdaj, to vsebina projekta, koncept, namen in cilji so vzeti tudi iz samega predloga. Mogoče na kratko, projekt povezuje umetno inteligenco, humanistiko in kulturno dediščino z namenom razvoja novih raziskovalnih metod in učinkovitega ohranjanja dediščine. Z uporabo digitalnih virov in podatkov podpira tudi napredne raziskave, restavriranje dediščine ter boljše konservatorske posege. In to vam bom razložila v nadaljevanju. Tukaj vidite to shemo, ki so jo pripravili partnerji, namreč projekt obravnava 3 ključne raziskovalne izzive: razumevanje preteklosti, pripovedovanje
sedanjosti in napovedovanje prihodnosti. Poleg tega je namen projekta zbrati vse podatke, ki nastajajo za potrebe raziskav oziroma ki so potrebni za izvajanje teh raziskav. To so podatke pod podatki, tukaj so razumljeni različni dokumenti, slike, 3D modeli in tako naprej. Vse to z področja dediščinskih znanosti. Poleg tega se razvijajo orodja na osnovi umetne inteligence, ki so uporabljena za različne analize teh podatkov, in skupaj tudi ustvarjamo ta skupni podatkovni prostor z področja kulturne dediščine, seveda pa tudi z namenom povezovanja z drugimi sistemi, z drugimi podatkovnimi prostori. Tako da je to nekako na kratko. Zdaj, omenila sem te 3 izzive, ne. Kot prvi izziv se osredotoča na raziskovanje preteklosti. Posebno pozornost namenjamo vlogi slovenskih žensk v Julijski krajini pred drugo svetovno vojno in med njo, ter vprašanju slovenske narodne identitete. Dosedanje raziskave so vlogo žensk v odporniških in tajnih organizacijah pogosto spregledale ali omejile na podporne naloge. Prav tako je razmeroma malo raziskav o odnosu Slovencev zunaj Slovenije do nacionalnega vprašanja. Zanima nas, ali lahko z uporabo umetne inteligence analiziramo velike količine zgodovinskih virov ter samodejno prepoznamo vzorce in podatke povezane z narodnimi identitetami in družbenimi vlogami spolov. Drugi izziv obravnava pripovedovanje oziroma interpretacijo kulturne dediščine. Umetna inteligenca se vse pogosteje uporablja pri dokumentiranju, analizi in obnovi kulturne dediščine, vendar njen potencial še zdaleč ni v celoti izkoriščen. Raziskujemo, ali lahko z analizo obsežnih zbirk konservatorskih in restavratorskih poročil samodejno ustvarimo priporočila za odločanje ter tako podpiramo strokovnjake pri načrtovanju posegov in zmanjšamo potrebo po dolgotrajnih usklajevanjih. Potem tretji izziv je usmerjen v prihodnost in prediktivno-preventivno konserviranje. Umetna inteligenca omogoča boljše razumevanje procesov staranja, degradacije in ohranjanja kulturne dediščine. Na podlagi podatkov o okoljskih razmerah, materialih in stanju zbirk lahko razvijemo modele, ki napovedujejo tveganja ter pomagajo pri sprejemanju odločitev o optimalnih pogojih hranjenja in varovanja dediščine. Cilj je doseči učinkovitejše in trajnostno naravnano upravljanje zbirk ter hkrati zmanjšati porabo energije in ogljični odtis. Skupni imenovalec vseh 3 izzivov je razvoj novih metod, ki bodo s pomočjo umetne inteligence omogočile globlje razumevanje preteklosti, boljše interpretacije sedanjosti in zanesljivejše načine napovedovanja prihodnosti kulturne dediščine. Projekt je strukturiran v 8 delovnih sklopih. Tukaj jih ne bom naštevala, mogoče samo sem nekako poudarila ta drugi delovni sklop, ki ga tudi vodi NUK, raziskovalni protokoli in metodologije, o katerem bi nekaj več povedala tudi pozneje. Drugače, vsak delovni sklop seveda je povezan z določeno nalogo oziroma z določeno tematiko, ki se tudi izvaja v okviru projekta. Zdaj, kot vidite, drugi delovni sklop, ki ga mi vodimo, in tretji, ki je bolj nekako pokriva pravne vidike in te regulativne okvire,
potem nekako skupaj sodelujemo in oba delovna sklopa podpirata vse ostale dejavnosti v okviru projekta. Zdaj, ta drugi delovni sklop je pravzaprav, tukaj želimo spostaviti bazo znanja z področja dediščinske znanosti, in v okviru naših nalog smo že pripravili nacionalno strategijo o digitalni dediščini, kjer naslavljamo 7 različnih področij, ki so pomembni, da bi se lahko tudi ta in infrastruktura in tudi podatkovni prostor nekako vzpostavil. Oziroma to poročilo oziroma ta nacionalna strategija je tudi dostopna preko naših spletnih strani NUK, tam, kjer so dokumenti knjižnice, si jih lahko gledate. Drugače pa, kot vidite, tukaj smo nekako naravnani bolj na področju metodologije, teoretičnih osnov. Tu naslavljamo tudi odprto znanost, pri tem je UKM ima zelo pomembno vlogo. Analiza pravnega okvira za deljenje podatkov, tukaj sodelujemo tudi s pravno fakulteto in tudi identifikacija trajnostnih tehnoloških potencialov oziroma interoperabilnost, integracija s sistemom digitalne knjižnice Slovenije, povezovanje z drugimi sistemi in tako naprej. Tukaj pa sodelujemo tudi z Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Univerze v Mariboru. Zdaj, ta nacionalna strategija o digitalni dediščini, kot sem rekla, je že pripravljena. Zdaj do konca junija, pravzaprav mislim, da bomo mogoče podaljšali tudi do začetka julija, Univerzitetna knjižnica v Mariboru pripravlja okvir odprte znanosti in FAIR načela za podatke, ki se bodo ustvarjali ali pa ki se bodo zbirali v okviru projekta. Oni imajo zelo veliko izkušenj tudi iz samega prejšnjega projekta Spoznaj, tako da tukaj je zelo dragoceno njihovo znanje in njihove izkušnje. Tu pa mi pripravljamo še strateške smernice za interoperabilnost raziskovalnih podatkov kulturne dediščine, ki bomo povezali tudi, ta naš raziskovalni prostor bomo povezali tudi z drugimi evropskimi digitalnimi infrastrukturami, saj že zdaj sodelujemo kot nacionalni agregator za Evropijano in kot veste, Evropijana tudi se nekako prestrukturira oziroma preoblikuje v podatkovni prostor za kulturno dediščino. Tako izgleda ta gradnja podatkovnega prostora za kulturno dediščino. Kot vidite, tukaj so različne funkcionalnosti. Tu so omogočene različne funkcionalnosti za registracijo dostopa, avtentikacijo, različne te slovarje, kataloge, ki omogočajo iskanje po različnih teh ponudbah ponudnikov, po različnih podatkovnih prostorih. Kot vidite, nek načrt je bil tudi, da se povežemo z državnimi ponudniki podatkov, ne samo s temi v tujini. In tukaj je tudi nekako predvidena ena pilotno okolje. Zdaj, nekaj več bom povedala pozneje o tem pilotnem okolju. Sicer pa veliko ljudi ne loči podatkovnega prostora od podatkovnega oblaka, zato tisti, ki niste bili na mojih predstavitvah, mogoče bi samo skušala nekako razložiti. Če pogledamo eno tako, recimo analogijo, podatkovni prostor kot skladišče, ne. V tem skladišču hranimo podatke različnih ponudnikov in ustvarjalcev. Ti podatki so pravno, etično in tehnično regulirani. To pomeni, da so jasni pogoji dostopa,
uporaba in lastništvo podatkov, način shranjevanja in dostopa predstavlja uporabo skupnih standardov za vstop v skladišče, ki je varno in strogo varovano, je potrebno dovoljenje ali avtorizacija. Izmenjava podatkov iz tega skladišča je možna z drugimi sorodnimi skladišči. V tem oziru so podatki usklajeni z načeli FAIR, to je, veste, kaj pomeni FAIR, najdljivo, dostopno, interoperabilno ali pa izmenljivo in pripravljeno za ponovno uporabo. Lahko se ti podatki prenašajo tudi v podatkovne oblake. Zdaj, tukaj je ena taka kratka definicija, opredelitev. Mogoče, to sem že omenila, če pogledate tukaj so nekako značilnosti podatkovnega prostora, vse, kar sem omenila prej. Tukaj pa podatkovni oblak pa je tehnološki model shranjevanja, obdelave in dostopa do podatkov in storitev prek omrežnih infrastruktur, ki jih običajno upravljajo zunanji ponudniki storitev. Torej, tukaj je en zunanji ponudnik storitev, ki lahko tudi ponuja te podatke, ampak dejansko podatkovni prostor je bolj obsežen. To so recimo, če pogledamo same te zbirke, ki jih imamo v knjižnicah, to so kar velike, zavzemajo veliko prostora in tudi, če se osredotočimo samo na eno področje, tudi kulturna dediščina recimo vsebuje veliko različnih podatkov, ne samo publikacije, ampak tudi 3D modele, recimo, pa tudi arheološke te različne modele, simulacije in tako naprej. To so vse nekako podatki, ki se ustvarjajo oziroma ki nastajajo in so uporabni na področju kulturne dediščine. In zdaj še to sem vam rekla, da vam bom predstavila, kako pravzaprav zdaj, kaj delamo zdaj v teh zadnjih dneh, ne. Namreč Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ti partnerji, konkretno profesor Domen Mongus in njegovi študenti pripravljajo konektorje. To so različni vmesniki, po katerih bo lahko uporabnik dostopal do različnih podatkov. Tu bo omogočeno tudi semantično iskanje po različnih teh sistemih, na primer Evropski oblak odprte znanosti, tudi različne druge organizacije in tako naprej. In tudi bo omogočeno ta clearing house, ne, tako ga imenujejo, tu bodo določeni pogoji za uporabo teh podatkov. Torej, lastnik podatkov določa svoje pogoje, opiše svoje podatke, določi URL, metapodatke o teh podatkih in omogoča iskanje in tudi prenos na drugim uporabnikom. Uporabnik je lahko tudi organizacija, lahko je posameznik, lahko je raziskovalec. Tako da zdaj postavljamo ta pilotni ali pa, kako bi rekla, poskusni del med Univerzitetno knjižnico v Mariboru in NUK-om. Tako da bomo določili nekaj teh zbirk, ki jih bomo tudi skušali izmenjati. Seveda postavili bomo različne pogoje, da vidimo, kako to deluje. Dogovarjamo se pa tudi z profesorjem Milanom Ojsterškom, ki sodeluje pri gradnji tudi tega evropskega oblaka za odprto znanost. In tudi z njimi se bomo skušali nekako povezati. Tako da to zdaj poteka in jaz upam, da bomo mogoče do konca leta imeli nekaj teh rezultatov. Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pripravljajo tudi nek demo, posnetek, tako da se bo nekako, da bo razviden tak postopek prevzema
oziroma ponovne uporabe teh podatkov in tudi dajanje na voljo drugim uporabnikom. Tako, to je vse z moje strani. Če imate še kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Hvala za pozornost.